robu, ki vedno pritegne množice. Da se o tem poroča, da se govori, gospod Jelinčič, hoja po robu, hoja čez rob. Videli smo danes izsek, videli smo ga tudi gospoda Jelinčiča v studiu. Kje je zdaj pri njem ta meja? Ali igra na to karto? Kaj menite? No, zagotovo igra na to karto, to je njegov narativ na nek način, on je potem prepoznaven, ne? Da uporablja precej sočni besedni zaklad, da uporablja določeno zaporedje pri samih predstavitvah svojih idej in te sočne prispodobe potem pritegnejo pozornost za to, da lahko razvija svoje ideje in da pač si pribori neko svojo pozornost v svojo žarometov. Za tisti odlomek, ki smo ga videli, te debate pred lokalom se je celo nekaj časa širilo, ne vem, kje se je to točno končalo, ampak da je to celo naj bi sam lansiral, ker je šlo za zasebni posnetek, tako da jaz ne bi sodil, zdaj on sam ali ni to lansiral, ampak gre za pač nek način pristopanja k medijem, ki je več kot očitno deluje v njegovem primeru in se sklada z njegovo persono in z njegovimi nastopi. Jaz, če se malo pošalim, bom rekel, danes je bil še gospod Jelinčič celo nežen v tej debati. Poglejte, gospod Jelinčič ima nek svoj politični stil že leta in leta. Po moji oceni je to precej direkten. Pogosto v preteklosti je bil tudi na meji ali pa je celo prestopil to mejo, da je bil žaljiv. Moja ocena, da danes kljub svoji direktnosti ni užalil nikogar. Kot pravim, je pa njegov stil vedno bil ta direktnost. Bil je direkten, provokativen in takega ga poznamo še danes. Je pa to v bistvu, če mene se vpraša kot volilca, bolj pošteno kot pa nekdo, ki ima dva obraza, enega za javnost. Pa kaj v tem prepoznajo volilci? Volil bom, ker si upa? Ne, poglejte, enostavno pri Jelinčiču, vi se boste spomnili, Jelinčič si je vedno za vsake volitve našel eno od tem. Nekatere so bile bolj agresivne, nekatere manj agresivne. V državi, kjer živimo, ker je tudi nek odstotek ljudi, ki so nezadovoljni s funkcioniranjem države, tako z levo ali z desno stranjo, bojo vedno potencialni volilci gospoda Jelinčiča, ki jih nagovori na ta način. Ja, jaz se s tem strinjam. V resnici bi lahko Jelinčiča proglasili za neke vrste nišnega politika. Njega ne zanima, da bi vladal. On rabi svojo nišo, tistih 3+ % glasov, da ima najprej financirane stranke in potem morda pride še v parlament. Jaz mislim, da če bi SNS dobila recimo 60% glasov, bi imela že kadrovske težave. Na vaše vprašanje je pa odgovoril takole. Če smo ga danes opazovali v oddaji, smo lahko videli, da skoraj vsak odgovor je začel z nekim kratkim, a provokativnim stavkom. S tem je pritegnil pozornost, potem pa je to pozornost izkoristil za to, da je podal svoje politično stališče. Glede na to, da je on v resnici že ves čas v tem političnem prostoru te samostojne Slovenije, lahko sklenemo, da mu tak pristop za njegov model stranke ustreza. No, bomo pa zdaj